Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Preteklo soboto je mestna občina Kranj uradno odprla sistem izposoje koles Kar s kolesom. Na 6 postajah po Kranju je na voljo 30 koles, ki bodo ob plačani prijavnini 10 evrov na leto na voljo uporabniku 14 ur na teden. Kranj je v zadnjih 2 letih pridobil na področju kolesarske infrastrukture več kot prej v 20 letih. V mestu je trenutno 25 km kolesarskih poti, še letos pa bodo uredili še nekaj dodatnih kilometrov. Drži, v sodelovanju oziroma na pobudo Komisije Varno kolesarjem širimo kolesarske steze. Cilj je, da v čim krajšem času pripravimo ali pa zgradimo varne poti do Škofje Loke, do Šenčurja in do Nakla. Zdaj do Škofje Loke smo premagali največjo oviro, to je prehod preko Ljubljanske ceste. Tam je treba samo še en del poasfaltirati, kar bomo tudi naredili, in imamo povezavo do Škofje Loke, varno kolesarsko povezavo. V Šenčurju pa, ko bo zgrajeno prehod za pešce in kolesarje pri Tušu, pa že projektiramo tudi kolesarsko stezo, torej po desni strani avtoceste, asfaltirano kolesarsko stezo do Šenčurja, bo pa tudi osvetljena z solarnimi lučmi. Cilj trajnostne urbane strategije mestne občine Kranj je hitra, varna in trajnostna prometna povezava znotraj mesta. K temu bo veliko pripomogla tudi novost Kranja, prevoz na klic. Gre za mini električni avtobus oziroma busek, ki so ga poimenovali Kranvaj, in bo potnike prevažal vse od Globusa, starega mestnega jedra do Pungarta in Huj. 24. aprila bo zaživel avtobus, električni avtobus v Starem Kranju, ki bo imel kapaciteto za 6 potnikov in za tovor. Tukaj bomo omogočili stanovalcem, obiskovalcem, turistom, tisti, ki živijo v hotelih, da bodo parkirali v okolici Kranja in se potem z električnim busom, ki bo na klic, pripeljali do svoje destinacije. Lahko bodo naložili tudi kakšen tovor, naprimer, če bo šel nekdo v hotel s kovčki, mu bomo lahko na ta način kovčke pripeljali. Sistem bo pa delal od 8 zjutraj do pol 8 zvečer. Novost je tudi aplikacija iKranj, s katero lahko občani pridobijo koristne informacije o prometu, zdravstvu, zaporah cest in vseh lokacijah, kjer se nahajajo kolesa sistema Kar s kolesom. Istočasno pa je danes tudi zaživel portal, na katerem so prikazane zapore cest v Kranju in tudi napoved bodočih zapor, ali zaradi gradnje ali zaradi dogodkov, tako da lahko občani vedno preverijo, kje so pričakovane zapore. Kranj z vsemi trajnostnimi ukrepi in novostmi postaja pametno mesto in z vzpostavitvijo hitre, varne in trajnostne prometne povezave sledi cilju trajnostne urbane strategije.